Takole, najprej, da se naučimo odvajati oziroma uporabljati definicijo odvoda na teh elementarnih funkcijah. To pomeni, da niso nič sestavljene, da so te osnovne, ki smo jih spoznali tekom šolanja v srednji šoli. In te osnovne funkcije imajo predpisane odvode, zračunane s tisto limito, ko smo se prej pogovarjali. In tule so te formule. Ne se ustrašiti, izgleda grozno. Najprej se dajmo nekaj pogovoriti. Odvod. Odvod smo rekli, da je neka operacija nad funkcijo. Se pravi, na primer, da imamo mi takole funkcijo. F od x je x na 3. To je nek, ne vem, bi rekli potenčna funkcija. To je bila potenčna funkcija, nek osnovni polinom, mogoče tudi lahko rečete, kakorkoli. To je funkcija. In zdaj mi bi radi to funkcijo odvajali. Rabimo dve stvari. Vedeti moramo, kako se potenčna funkcija odvaja. Se pravi, tako da moramo vedeti, katera funkcija je, kakšne oblike je. In pa nekako moramo označiti zdaj to, da bomo odvajali. In to pa naredimo takole. Napišemo f, ker je tule f funkcija, ne? In potem pa rečemo, zdaj bomo pa to odvajali in damo tako črtico, ne tako masivno, kot sem jo jaz dala, ne? Zdaj samo za začetek, f od x. Se pravi, tale del pomeni, tole je naša funkcija, tole bo pa naš odvod. In tale črtica to pomeni, ne? Vejica zgori, apostrof, enojni ali kakorkoli že hočete temu reči. Ok, odvod. In zdaj moramo pa pogledati v našo tabelo funkcij in vidimo odvodi nekaterih elementarnih funkcij, kako bi zdaj mi si pravo funkcijo izbrali. A imamo e na x funkcijo? Nimamo, ne? Po tetile kolonci moramo zdaj izbrati najbolj ustrezno funkcijo, ki jo vidimo. Imamo x na neko potenco, se pravi naravni logaritem, tangens, kosinus, sinus, vse odpade. Lahko pa zberem, imamo pa tako obliko, ne? Tako obliko imamo, se pravi f od x je x na n. S tem, da v našem primeru je n enako 3. In zdaj se tako obnašamo, kot se potem obnaša formula. Odvod reče, če je bila funkcija x na n, potem moramo pomnožiti z n-jem in n za eno zmanjšati nad x-om. To pomeni, mi imamo trojko in zdaj mi to trojko prepišemo, pa damo krat x, ampak to trojko ne smemo zdaj dati x na 3, ampak jo moramo za 1 zmanjšati. 3 minus 1 je pa 2. In to je zdaj odvod naše funkcije. Ni bilo tako hudo, ne? Na primer, če poskusimo še enega, imamo f od x je x na 50. Kak je zdaj odvod? Zdaj hočemo odvajati, to pomeni, da damo f črtica od x in zdaj moramo narediti kaj? Vzeti številko na x-u in jo nesti prej, to je 50 krat x pustimo, tega pa za 1 zmanjšamo na 49, ne? In zdaj smo v resnici uporabili tole prvo funkcijo in jo odvajali. Sploh, brez problema, ne? Ok. Pa mogoče poskusimo uporabiti še eno izmed drugih formul, recimo, kako bi pa odvajali f od x je kosinus x. Se pravi, naša funkcija f od x je kosinus x, pogledamo v tabeli, poiščemo, kje je funkcija f od x je kosinus x in zdaj moramo to odvajati. Ko bomo odvajali, rečemo f črtica od x, da povemo, da bomo odvajali. Odvajali bomo zgornjo funkcijo in odvod od kosinus je minus sinus x. V bistvu nam že vse napišejo, nobenih n-jev pa ničesar, kar bi bilo treba spoznati. Še lažje, ne? Kot tista zgornja. In to je to. To so odvodi nekaterih elementarnih funkcij. Tukajle imate to tabelo si prepišite, če imate kje za formule, je pa tudi na maturi. In to je to. Če poznate to tabelo, potem te
elementarne funkcije lahko odvajate. To je konc. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.